Srčno-žilne bolezni so pri nas še vedno najpogostejši vzrok za prezgodnje umiranje. Kaj storiti, da bi čim dlje zamaknili njihovo pojavnost? Kaj storiti, da bi jih preprečili? Oziroma kaj, kar se tiče stroke, narediti, da bi obolele odkrili čim bolj zgodaj in jih čim uspešneje zdravili? Ja, to je v bistvu zelo širok problem. Pravzaprav ponuja številne izzive. Izzive že takoj v fazi, ko se otrok pojavi, se pravi funkcija družine kot osnovne celice, potem je funkcija šolstva, funkcija zdravstva in funkcija države. Zdaj, če gremo od vrha navzdol, pomeni, da z državnega nivoja bi pričakoval, da bomo seveda bolnike oziroma prebivalstvo čim bolj pogosto in permanentno opismenjevali z rednimi, razumljivimi informacijami o problemih aterosklerotičnih žilnih bolezni, o dejavnikih tveganja in predvsem o akciji, kaj napraviti, da jih zgodaj odkrijemo in tudi zgodaj začnemo zdraviti, če se že pojavijo. Seveda to je problem, ki zahteva vključevanje širših množic. Najprej zdravstvene službe, ki mora skozi preventivne programe, za katere moram reči, da smo jih po letu 2000 izrazito dobro zastavili v Sloveniji in na podlagi teh programov, ki jih je izvajalo Združenje kardiologov Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in seveda v podaljšani roki izvajalci, to so zdravniki oziroma zdravstveno osebje v primarnem oziroma osnovnem zdravstvenem varstvu, pa potem seveda vse ostale asociacije, ki se pojavljajo tukaj, da bi lahko dobro izpeljale tudi zastavljene akcije. Gre za sekundarno preventivo, kadar se že pojavi bolezen, če smo s primarno preventivo uspeli dovolj velik zalogaj. Namreč preventivni primarni ukrepi so Slovenijo pred leti postavili med dežele Evrope, oziroma države Evrope, ki sodijo med razvitejše. Mi smo uspeli v tem času pred leti znižati smrtnost zaradi srčno-žilnih bolezni pod 40%. Pa smo pri primarni preventivi še vedno tako uspešni, kot smo bili v preteklosti? Jaz mislim, da ja. Vendar je seveda treba pričakovati, da se trend, ki se v začetku zelo strmo dvigne, potem upočasni in na koncu bomo dosegli plato. Ampak mislim, da do tega platoja je še daleč. Po drugi strani je problem šolstvo. Kakorkoli, če začnem mogoče pri družini, ki sem jo najprej omenil, družina mora otroku vsajati neke življenjske navade, ki življenje vodijo po poteh zdrave prehrane, po poteh nekajenja, po poteh redne telesne dejavnosti, po poteh izogibanja nekih navad, ki so kvarne, ampak to je treba početi. Danes pa seveda so družine mlade v intenzivnem zagonu pridobivanja teh materialnih dobrin, stanovanja, po drugi strani velika bitka za pozicijo v službah mladih staršev in otroke pogosto zanemarjamo. Prepustimo jih sami sebi, cesti, telefonu, internetu in je to seveda slabo. Zasedijo se, postanejo debeli, postanejo zamaščeni, segajo po nekih nadomestkih prehranskih, ki niso zdravi. Pomeni družina. Potem šolstvo. Pravzaprav se začne že v vrtcu. Otroka je treba opismeniti, da mora živeti zdravo in da mora za zdravje skrbeti. Šolski programi imamo sicer obvezne oziroma v programu vsebine, ki se kdaj pa kdaj dotaknejo zdravja. Ampak če gledaš, je problem že kar šolska prehrana, vzgoja, telesna dejavnost, ure telesne dejavnosti, gibanje, šolski dnevi, ki so pravzaprav redki, pa vendarle se pojavljajo. Potem v srednji šoli so pravzaprav mladinci oziroma mladci prepuščeni sami sebe več ali manj. Na fakulteti se stvar potem nekoliko diferencira in tukaj že opažamo, da pada povprečna telesna dejavnost. Potem se nekoliko dvigne v obdobju, ko si ustvarjajo familijo, ko vendarle morajo z otroki majhnimi tekati, ampak potem se stvar umiri. In tukaj jih je treba spodbujati neposredno in vedno in predvsem ponavljajoče. Tukaj jih mediji morajo seveda z aktualnimi informacijami opismeniti in privabiti, da bodo začeli razmišljati o tem, da tudi v obdobju, ko so seveda zelo zdravi, ko se počutijo fit, pa vendarle v sebi že nosijo zametke bolezni, da nekaj napravijo. In ne morejo zamahniti z roko in ne smejo zamahniti z roko, pa reči, meni se to ne bo zgodilo, ker se zdaj dobro počutim. V bistvu je tako, da besedno zvezo zdrav življenjski slog slišimo praktično skoraj da v vsakem koraku, vsak dan, sleherni dan, pa vendar obstaja občutek, da se človek pomena
takega početja, takega načina življenja začne zavedati šele takrat, ko dobi diagnozo, ko zboli. Prej se nekako zdi to vrstno opozarjanje odveč. Ja, nekako pogosto gremo tudi mimo slogana, ki se pojavlja, da prvih 50 let zapravljamo zdravje, naslednjih 50 jih doživimo, pa se trudimo, da bi ga povrnili. In to je velika napaka. Ohraniti ga moramo takrat, ko ga imamo. Tako kot nekdo, ki kopiči novec na novec, ne? Če nima nič, ne more kopičiti. Se pravi, mora skrbeti za to, da bo nekaj malega ustvaril. Enako je zdravje. Se pravi, dobiš ga v zibelko položenega, vsi smo praviloma zdravi, redki so bolni, zelo bolni ob rojstvu, ampak potem s tem zdravjem delamo po svoje. In to je za mene velika katastrofa. Na koncu je seveda tudi zdravstvena služba. Nenazadnje, kontakt, ki je včasih zelo moten, tudi ta epidemija je pokazala, da smo se nekaj ukvarjali samo s COVID bolniki, srčno-žilne bolnike, ki so kronični, smo pozabili, ali celo drugače. Zavestno smo jih namenoma, ne vede, ampak zavestno omejili v smislu gibalne kulture, zaprli smo državo, zaprli smo domove za ostarele, zaprli smo občine in pravzaprav smo bili omejeni na zelo majhen krog. Nismo pa jih spodbujali, da bi morali biti aktivni, da morajo hoditi po stopnicah, če ne morejo ven, da morajo hoditi okrog vrta, okrog hiše, da morajo telovaditi, da morajo izrabiti vse možnosti, ki jih imajo, zato ni treba fitness. Pravzaprav se bomo verjetno resničnega bremena sindemije oziroma bremena vseh bolezni, ki so med epidemijo, med pandemijo šle svojo pot, zavedli šele čez čas, kaj ne? Ja, jaz se s tem strinjam, ampak vidite, že danes se dogaja, da z vrhunsko medicino upravimo super storitve. V akutnem trenutku in dogodku bolnika rešimo, razširimo žilo, vstavimo stent, bodisi v periferno žilo, bodisi v vratno žilo, bodisi v srčno, koronarno arterijo, pa tudi v možganske arterije. Vendar je to samo začetek poti. In strokovnega aspekta gledano v celoti, nek poseg interventni, ni celovita oskrba zdravstvena, če ne izvedemo tudi ne samo medikamentne podpore, se pravi zdravili, ampak ne izvedemo tudi vseživljenjske rehabilitacije, ki bi bolnik moral izvesti. Če tega ne, potem seveda vemo, da telesna nedejavnost je zelo velik dejavnik tveganja za nadaljevanje zgodnje ateroskleroze, da ob tej telesni nedejavnosti se seveda spremeni telesna teža, se spremenijo strukture maščob, se pojavlja sladkorna bolezen in seveda postanemo tudi socialno slabše komunikativni. Torej pomeni, takoj, ko imaš nek dogodek, ki se reši bodisi z interventnim pristopom, bodisi z operativnim posegom, tega bolnika moraš toliko časa angažirati, animirati, ga upismenjevati, da bo na koncu stopil na pot korektne, vodene, vseživljenjske rehabilitacije. In tukaj je seveda se pred 40 leti zgodila svetla iskra v Sloveniji. Takrat je v Ljubljani zaživel prvi koronarni klub v Sloveniji, ustanovil ga je profesor Kebrova s sodelavci in z leti smo seveda ustanavljali koronarne klube in društva v ostalih krajih Slovenije, danes jih je 17. Pred 25 leti so se ta društva in klubi združili v zvezo, ki danes skrbi za to, da izvajamo programe vseživljenjske rehabilitacije, da jih bogatimo, da zveza tudi neposredno poskrbi za širitev mreže, za usposabljanje oziroma izobraževanje vaditeljev in poleg tega skrbi tudi za organizacijo sredstev preko FIH organizacij, preko Ministrstva za zdravje in preko ostalih donatorjev. Kolikšen pa je v bistvu delež bolnikov, ki se po akutnem dogodku vključijo v takšno celovito rehabilitacijo in s tem tudi v sekundarno preventivo ter tako čim dlje ohranjajo ponovno pridobljeno zdravje? Ja, jaz mislim, da je še vedno premajhno. Mi sicer v statističnih podatkih tudi do Evrope izkazujemo strukturne podatke v tem smislu, kolikim bolnikom je bila izrečena in kolikim bolnikom smo dali informacijo in jih usmerjali v sekundarno rehabilitacijo. Z dolgoletnim naporom smo uspeli organizirati mrežo ambulantne poinfarktne ali pa poincidentne rehabilitacije v Sloveniji, ampak še to mrežo niso zajeti vsi bolniki. Potem, ko bi morali po teh 36 seansah, 36 urah rehabilitacije, ki se raztegne približno na 3 mesece, nadaljevati rehabilitacijo v koronarnih društvih in klubih, je pa seveda zadeva drugačna. Tukaj se pa število
neustrezno zmanjša. Zakaj? Zato, ker bolniki zopet začutijo, da so zaživeli v tej prvi fazi, mislijo, da so se vrnili v stanje pred dogodkom, mislijo, da bodo zmogli, kajti vseživljenjska rehabilitacija zahteva več elementov. Zahteva voljo, zahteva red, zahteva čas in zahteva seveda lastno aktivnost. To je pa problem, ki je človeku vedno ali pa zelo pogosto tuj. Lažje je sedeti, lažje je brati, lažje je vedeti, lažje je znati, ampak težje je narediti. Kaj pa denimo zdravniki najbolj pogrešate v celoviti skrbi za bolnike, povsem po sistemski plati? Vemo, da je pri nas zelo resen kadrovski problem, temu sledi tudi problem logistike in organizacije. Težko je strniti celotno dejavnost tako, da bi tekla res nemoteno. Kaj bi si želeli, da bi se denimo po reformni plati zgodilo v našem zdravstvu? No, jaz želim predvsem to, da bi se vrnili k osnovnemu izhodišču, da bi začeli spoštovati Hipokratovo zaprisego, da bi pravzaprav nekako počas zameglili in zbrisali primarno pot, tudi v zdravstvu pot k evru. Jaz mislim, da zdravnik, pravzaprav, ko stopiš na to pot, je to poslanstvo. Je to odločitev, ki te zavezuje, da si prijatelj, da si partner bolniku in da pravzaprav pristopiš tudi meje 8 ur, da pristopiš tudi včasih lastno komoditeto in da tudi na račun nekaterih stvari, ki niso ravno idealno za družinsko življenje, pravzaprav pomagaš bolnikom. Jaz nisem kardiolog samo 8 ur v službi. Moj telefon zvoni kadarkoli. Gre za to, da če te bolnik potrebuje, potem te potrebuje. In kadar te kliče iz stiske. To je tako, kot da bi rekli, da bo policija delovala samo 8 ur, kot da bi gasilci delovali samo 8 ur, posamezniki. Ampak ne, razporejeni si na delovno obveznost in potem naprav še veliko stvari tudi mi. To je ena stvar. Druga stvar, kadrovsko se moramo napolniti, ampak seveda z neko treznostjo in logistiko. Se spomnim, ko sem bil direktor bolnišnice, smo v začetku direktorje imeli možnost in vodstvo bolnišnice, da sami zastavimo kadrovsko politiko. Potem nam jo je politika centralna odvzela, kajti naenkrat smo lokalnega specializanta prekvalificirali v državnega, v slovenskega. In kaj se je zgodilo? Mi smo izbrali specializanta, se je specializiral za nas, ko je končal, je lahko šel v Sloveniji kamorkoli, ker je bil slovenski specializant. Danes se nam dogaja isto, ko smo stopili v Evropo. Za mene je to nonsens in pravzaprav totalno zavožena pot. Zdajte, če primerjam zdravnika, ki upravlja neko socialno, družbeno, zdravstveno, pomembno, življenjsko pomembno delo za posamezne, za prebivalce te dežele, ali pa če primerjam enega športnika, kaj se zgodi? V kolektivnih športih noben klub ne bo pustil igralca mirno oditi iz kluba, če vam ga vlagal toliko in toliko let. Po analogiji, če grem nazaj, 4 leta specializacije je tudi pri moji pogodbi, kot sem jo podpisal, pomenilo, da bom najmanj toliko časa oziroma celo 2-krat toliko delal v lastni bolnišnici, ki me je izobrazila, sicer bom moral te stroške povrniti. In to se mi zdi normalen odnos. To ni obvezno izobraževanje, to ni osnovna šola. Drugje v svetu so pripravljeni plačati tudi fakulteto, pri nas je seveda vse to v glavnem še vedno zastonj. Ne trdim, da morajo biti brutalno drugače, ampak nekako se moramo zavedati, da je to kakovost in da če te izobrazijo do zdravnika, do specialista, potem imaš moralno obvezo, da temu narodu to tudi nekaj vrneš. Ne pa da rečeš, nasvidenje, adijo in greš. In potem jočemo, da nam usposobljeni kirurgi odhajajo iz kliničnega centra enega in drugega, da iščejo poti v Avstrijo. Ja, zakaj ne? Potem naj Evropa zagotovi tudi paralelno nadomestilo, ne samo finančno, ampak v časovnem gapu, ki bo nam da možnost, da z njihovimi sredstvi izobražimo druge ljudi, druge strokovnjake. To je edini način. Tako, trenutno smo se pa v Sloveniji znašli v fazi, ko se stroka sprašuje, ali morda ne postaja Slovenija zgolj valilnica kadra, ki potem odhaja v tujino. Vendar to je nekako rezultat vsega tega, kar ste našteli. To je rezultat dogodkov, ki niso od včeraj.
Že predolgo se vrtim v zdravstvenih krogih, nekaj časa sem bil prej omenil vodstveni delavec, ampak še vedno nismo doživeli realnih normativov kadrovskih za posamezne storitve, ki bi jih potem tudi udejanjili. Še vedno nekako pogostokrat ribarimo v kalnem, seveda v interesu posameznih večjih institucij ali posameznika, ki se povzpne na neko mesto vodenja in potem lahko razmišlja drugače, kot razmišlja, čeprav je bil neposredni delovni sredini. Žalostno, ampak tukaj je razmišljanje premalo. Tukaj pričakujem akcijo in seveda pričakujem, da bi ministrstvo prvo in pa tudi vlada, ki je odgovorna za dogajanje v slovenskem prostoru, napravila vse, da bi ob zbornici, ki bi se morala zavedati resnosti problema in vseh strokovnih združenjih, tudi napravili korak naprej. In da se vendarle vrnemo ali pa končno morda šele zdaj in medijas res postavimo v zdravstvu tja, kjer moramo biti, torej, da je bolnik v središču dogajanja, vsi zaposleni pa usmerjeni v to, da mu pomagajo. Ja, jaz moram reči, da me to vedno znova preseneča, ne. Te ikonce sem gledal že kot študent, da je največ vredno zdravje in da je v zdravstvenih krogih največ vreden bolnik. To je gost, to je prijatelj, ki pričakuje, da bomo tudi mi prijatelji in partnerji. In vedno znova hodimo okrog tega kroga, v katerem je bolnik, ampak pogosto obrnjen s hrbtom.